Spoštovane dame in gospodje, Mihajl Toš na terenu. Nahajamo se pod vznožjem gradu Born. In to je ta znameniti grad, o katerem govorimo, da je že v epu Parsifal omenjen pod imenom Ankenstein in da gre za edino realno lokacijo zgodovinskega epa, ki jo dejansko lahko najde človek še danes. In treba je povedati nekaj zadev glede tega, tudi izven tega našega osnovnega dojemanja življenja, za katerega se vse bolj izkazuje, da nas pelje v pogubo. Jaz vselej v debatah rečem, življenje ni samo to, kar vidimo, ampak so tudi dimenzije pod in nad tem. In če si nekako tako čisto nalijemo čistega vina in si priznamo, smo tehnološko dokaj napredna civilizacija, duhovno pa praktično skrajno revna. No in če se dotaknemo tega gradu, kaj želim povedati, je tole. Nekoč, ko so tovrstni epi, kot je Parsifal in podobni nastajali, je človek mnogo bolj moral živeti v simbiozi z naravo, jo nenazadnje častiti tudi kot neko kraljestvo svojega bivanja in seveda mnogo bolj razumeti, doumeti in upoštevati zakone narave, zato ker je takrat vedel, da nimo na enem takem čisto banalnem primeru, da mora skrbeti za čisto okolje, čisto vodo, kajti ni imel nekako pohabljene svoje miselne sfere, kot jo imajo danes vse bolj naši otroci, da če pa je voda v naravi umazana, si pa jo greš kupiti v supermarket v plastenki. Skratka, to vrstne zadeve kot ti epi, ki so bili tudi čisto konkretni vodniki skozi življenje, Parsifal je ep očiščenja duha, so nastajali na podlagi opazovanj, dognanj in potem tudi tolmačev narave okoli nas. Kaj želim povedati je, da ne bomo v tem videu predolgi. Tukaj vidimo grad Born in tukaj vidimo skale, ki so se sicer v plazu odlomile. To pomeni, da v tistem času seveda niso bile takšne, kot izgledajo sedaj. Vidimo tudi podporo tukaj, ki so jo potem zgradili, da grad obvarujejo, da nam ne pade v dolino. Ampak, ko pogledamo zelo dobro to skalovje, vidimo tukaj levo, sedaj v središču, naravno skulpturo spečega moža, lahko bi rekli v tistem času duhu epa Parsifal, kar lepo podobo Boga. In ta skulptura ves čas gleda z tega skalnatega pobočja dol. Le pravilno je treba pogledati in vzreš ga. Spodaj vidimo brado, usta, nos, oko. Eno oko na tej strani nam manjka. Ampak povsem nakazano je, kako se te vibracije, ki jih ljudje zaznavajo, dejansko materializirajo skozi naš v našo zavedanje, v našo zavest in kasneje zavedanje. Se pravi, da ne bomo sedaj tu zašli v neke psevdofilozofske debate oziroma čigu-migu duhovnost. Človek mora dojeti, tako kot tudi vse bolj spoznavamo v mitraizmu, ki ga na drugi strani izvajamo in proučujemo natura dei, narava Boga, se pravi odmik od dogem, veruj tisto, kar si izkusil in tisto, kar lahko verjameš na podlagi lastnih izkušenj, se pravi ne veruj naivno, istočasno se pa zavedaj, da si del vsega, se pravi naš energetski del, pa imenujemo to je tako, se popolnoma zlije z vsem, kar je v danem trenutku, času in prostoru okrog njega. In ta silhueta tega modreca, spečega Boga, nam pove marsikaj, pove nam bo tudi, kaj se bo dogajalo v naši prihodnosti, kajti človeštvo mora nujno ven iz te slepe ulice, v katero je zašlo, kjer so že vojne postale resničnostni šovi, neumne osebe, influencerji, čudaki,
pa vzorniki in vzornice, saj veste, kaj hočem povedati.